17. Lepo pozdravljeni. V skladu z zelenim prehodom je eden od stebrov slovenske energetike premog postal nebodigatreba, ki ga bomo nadomeščali z drugimi energenti. Morebiti tudi s plavajočo sončno elektrarno, ki jo načrtujejo v Šoštanju. Denar zanjo država načrtuje tudi v okviru zakona o razvojnem prestrukturiranju, v katerem je sicer začrtana prihodnost Šaleške doline. Kaj bo z rudarji, ki še delajo v premogovniku, in kakimi 400 invalidi, ki so to postali zaradi rudarjenja? V današnji oddaji se torej osredotočamo na prestrukturiranje regije in s tem povezanim zakonom. Tema je obsežna, zato je tudi takšna zasedba v studiu. Z nami so minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek, župan mestne občine Velenje Peter Dermol, sindikalist v premogovniku Velenje Simon Lamot, nacionalni koordinator pravičnega prehoda in župan občine Šoštanj Boris Goličnik, pomočnik direktorja termoelektrarne Šoštanj Mitja Tašler in direktor Savinjsko-Šaleške gospodarske zbornice Rok Plankelj. Dober dan vsem skupaj. Dober dan. Dober dan. Torej, danes želimo, da se sliši tudi in predvsem glas iz doline, z lokalne ravni v povezavi s tem, kar so zasnovali tukaj v Ljubljani na državnem nivoju. Zato hvala vam vsem, da ste se pripeljali v Ljubljano. Najprej vprašanje za vse na kratko, zakaj bi izstop Slovenije iz premoga moral zanimati vse v Sloveniji, ne samo Šaleške doline, kjer kopljejo premog. Kdo bo prvi zagrizel, mogoče gospod Dermol? Ja, prijazen pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem. Zdaj, seveda, na eni strani verjetno drugače gledamo na vprašanje in izzive vezane na premogovništvo, tisti, ki živimo v regiji v primerjavi z ostalimi. Ampak, ko razmišljam takole, velikokrat smo tudi v preteklosti imeli podobne izzive z različnimi regijami, od Prekmurja do Koroške, Zasavja in tako naprej. In mislim, da smo se v vseh teh zgodbah lahko in morali naučiti predvsem to, da ko neka regija zaide v neke težave ali pa pred katero so ogromni in veliki izzivi, je prav, da vsi skupaj stopimo skupaj in da seveda pomagamo drug drugemu. Kajti samo močne regije na koncu pomenijo tudi močno državo in glede na to, kar je seveda tudi Šaleška dolina dala na področju, bom rekel, slovenske energetike za zanesljivo oskrbo naši državi, samo po sebi seveda govori o tem, da mora država poskrbeti zdaj tudi za to, da je ta izstop iz premoga pravičen, kajti vzadej je veliko število ljudi, veliko izzivov, ki so seveda lahko ogroženi in je prav, da se tega zavedamo in da zelo enotno tudi pri teh izzivih nastopamo. Zato se mi zdi predvsem to, da v luči 150. obletnice premogovništva za vseh teh 150 let, kolikor časa so knapi kopali premog za našo državo, da država seveda tudi v tem obziru poskrbi za regijo in če bo naša regija močna, bo tudi država imela veliko tega. Minister Jevšek, vi ste veliko zdaj v Velenju, pa vendarle še pogled z druge strani, torej z Ljubljane, z državne ravni. Ja, najprej lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem, vsem, ki smo tukaj zbrani ob tej mizi v studiu. Moram vas popraviti, v bistvu zakon ni bil pisan v Ljubljani. Pravzaprav se bo ga napisali v Šaleški dolini. In to se mi zdi zelo pomembno, kajti delali smo ga skupaj in se mi zdi, da je zdaj že res tako dobro spisan, da lahko gre v vladno in parlamentarno proceduro. Jaz sem bil kot župan leta 2018 član odbora regij v Bruslju, kjer je predstavnik Nemčije predstavil problematiko opuščanja premogovniških regij in pa problema povezanega z veliko nezaposlenostjo. Mi imamo v Evropi 31 premogovniških regij v 11 državah in takrat je padla strani, se pravi predstavnikov lokalnih skupnosti regij, ideja do Evropske komisije, da se zagotovi denar za sklad za pravični prehod. In se mi zdi, da je ta izraz sklad za pravični prehod izjemno prilagojen temu, kaj pravzaprav želimo tudi z zakonom, o katerem bomo danes govorili, narediti. Namen zakona je odpraviti in omiliti posledice postopnega izstopa iz premoga v Savinjsko-Šaleški premogovniški regiji in Zasavski regiji
z načeli pravičnega prehoda in sicer z ukrepi, ki so namenjeni spodbujanju gospodarske rasti, ustvarjanju novih in ohranjanju obstoječih delovnih mest, ustvarjanju privlačnega in zdravega bivalnega okolja, vzpostavitvi razvojne infrastrukture ter odpraviti negativne posledice predčasnega zapiranja premogovnika Velenje in opustitev rabe premoga kot energenta v termoelektrarni Šoštanj. Moram povedati že v samem začetku našega pogovora, da so vsi ukrepi, ki so povezani z skladom za pravičen prehod in pa z samim zakonom o prestrukturiranju, usmerjeni na ta način, da nihče od zaposlenih v premogovniku in povezanih družbah, ki so povezane s premogovnikom, ne bo ostal sam ali na cesti in da je ta zakon predvsem usmerjen njihovim otrokom, vnukom za naprej, da dobi ta regija nek nov zagon, neko novo paradigmo in da se razvija v okolje, kjer bodo ljudje lahko kakovostno živeli. Hvala, gospod minister. Sindikalist v premogovniku Velenje Simon Lamot, kako vi vidite to komunikacijo? Vi se zauzemate, zelo dobro poznate specifiko rudarskega dela. Kako to predstaviti preostali Sloveniji? Če se vrnem nazaj, zakaj bi to moralo zanimati vse? Dejansko mi že od leta 2017 pri začetku priprave nacionalne strategije opozarjamo, da bo pretirano ambiciozen izstop iz premoga imel posledice ne samo na zaposlene v termodiviziji, ampak tudi na celotno gospodarstvo, kot tudi na prebivalstvo v Republiki Sloveniji. Če spremljate cenovne vidike, končna cena električne energije se dejansko z vsemi temi ukrepi nikakor ne zmanjšuje, v vmesnih kritičnih letih se je celo izredno povečala, na meji ali pa zelo vprašljiva je bila tudi varnost oskrbe. Tako da v bistvu mora zelo, zelo zanimati tudi ostale zaposlene. Komunikacija, ki poteka nekako pri tem zakonu, je v bistvu v resnici nastajal v Šaleški dolini. Od začetka smo mogoče imeli majčkeno šumov, na kakšen način, kaj si želimo, ampak ta zadnja verzija zakona je zelo dobra podlaga za javno razpravo. V javni razpravi je bilo podanih kar precej predlogov, pa verjetno bomo teh naših kasneje vprašani in želimo nekako jih obrazložiti. Ministru smo jih že na srečanju v Velenju, upam, da je razumel njihov pomen. Pri tem je mogoče celo bolj pomembno to, da oba zakona nastajata vzporedno, ker nekatere ukrepe za zaposlene rešujemo v zakonu o postopnem zapiranju, nekateri ukrepi, ki se pa nanašajo za prezaposlitev, prekvalifikacijo in pa ugodnosti za ostala podjetja, ki bi zaposlili naše potencialno brezposelne, predvsem pa rešitve za invalide, ki so izredno težavno je najti prave neke umilitvene ukrepe, pa naslavljamo tudi v tem zakonu. In upam, da bo minister Jevšek imel posluh in da bo ti naši predlogi, nekje 5 je bolj pomembnih, naleteli na posluh. Gospod Rok Plankelj, v kakšnem položaju v primerjavi z Slovenijo je šaleško gospodarstvo v tem prestrukturiranju? Dobro, jaz bi mogoče lepo pozdravil. Imate posluh recimo pri ostalih gospodarstvenikih v državi? Najprej bi mogoče uvodom povedal, da gospodarska slika ne samo v regiji, tudi v državi, tudi širše v Evropi je dosti nestabilna. Sami veste, da smo deležni številnim geopolitičnim razmeram, ki se iz dneva v dan spreminjajo. Zato je še toliko bolj pomembno, da dejansko ustvarjamo, če le imamo možnost, ustvarjamo konkurenčno delovno gospodarsko okolje. Zdaj, Saša regija, kot veste, je že leta in leta bila energetska lokacija, povezano z termoelektrarno in s premogovnikom, je delovalo ogromno, posredno, neposredno, veliko število gospodarskih družb. Gre za veliko vplivno regijo in sigurno si ne želimo, si želimo primer dobre prakse in ne želimo primer slabe prakse, ko smo bili mogoče v preteklosti deležni v Zasavju. Gospod Mitja Tašler, tudi vi ste v enem takem položaju, ste domačin, pa vendarle pomočnik direktorja termoelektrarne Šoštanj in tesno povezan s holdingom slovenskih elektrarn. Kako teče ta komunikacija pri vas? Zakaj mora to zanimati nas vse? Lep pozdrav tudi z moje strani. Jaz bom, tako kot ste rekli, zakaj bi moralo to zanimati vse? Kajti termoelektrarna Šoštanj in premogovnik Velenje sta močen steber slovenske energetike, bila v preteklosti, tudi v sedanjosti. Kaj naprej?
ravno s tem namenom smo ustanovili novo družbo Hajsi Saša, ki bi lahko vsaj delno umilila ta prehod iz premoga. In odgovornost vseh nas je, da najdemo nove rešitve, hkrati pa omogočamo našim kolegom v Termoelektrarni Šoštanj in pač v premogovniku, da v bistvu nadaljujejo s tem svojim poslanstvom zagotavljanja zanesljive oskrbe elektrike iz te lokacije. In še Boris Goličnik, vi pa ste nacionalni koordinator pravičnega prehoda. Kako gre ta komunikacija pri vas? Kako recimo vi ocenjujete to lokalno raven in državno? Ja, lep prijazen pozdrav tudi v mojem imenu. Ker nekaj je bilo povedanega, letos obeležujemo 150 let premogovništva v naši regiji. Tudi desetletja degradiranega okolja in posledic, ki jih je pridobivanje premoga in pa proizvodnja elektrike puščalo v naši dolini, v naši regiji. In tako kot pri drugih stvarih si moramo tudi tukaj med sabo pomagati in zagotovo tudi naša regija, če bo močna, če bo pravilno zastavila smer izstopa iz premoga, pomeni tudi močnejšo državo. Jaz sem prepričan, da po vsem tem obdobju zanesljive oskrbe naše države energetske oskrbe naše države si regija zasluži pravičen prehod iz tega nekega obdobja, ki se hočemo ali pa nočemo nekako zaključuje. Evropa se je zavezala k temu izstopu iz premoga, prav tako naša država. Seveda pa verjamem, da so se odločevalci ob tem zavedali tudi posledic, ki jih to prinaša. Dejstvo pa je, da moramo narediti vse, kar je v naši moči, da teh posledic ne bojo čutile prebivalke in prebivalci naše regije, Šaleške doline. In sem prepričan, da je mogoče to naš velik izziv, pa tudi po drugi strani ena velika priložnost. In če se danes pogovarjamo tudi o zakonu, ki ga imamo na mizi, jaz moram reči, da je to zdaj korak v pravo smer, da se končno pogovarjamo v nekih ustreznih sistemskih pravnih podlagah za izvedbo projektov, ki jih pač regija v prihodnosti nujno potrebuje. Torej, veliko je že bilo povedanega na lokalni ravni o samem zakonu, bila je tudi javna razprava, oddajali ste pripombe, tako da v tej oddaji bomo poskušali izpostaviti nekaj tistih ključnih vidikov, ki zanimajo javnost. Zato bi mogoče začela tudi s tem, za ukrepe, ki jih predvideva osnutek zakona, bo namenjenih nekaj manj kot 400 milijonov evrov v prihodnjih 9 letih, to je zaokroženo 378,6 je natančna številka. In glede na to, da imamo v dolini že TEŠ6, kje je varovalka, kako doseči, da bo s tem denarjem vse v redu, da ne bo šlo za okoriščenje? Sprašujem zato, ker so v bistvu pomisleki pravzaprav na vseh ravneh. Tako na lokalni, v civilni družbi imamo v dolini novo ustanovljeni ta zavod Solidar, pa ljudsko inicijativo, pa Šaleško ekogibanje. Recimo, če jih samo nekaj povzamem, pa se vse povsod v bistvu izpostavlja ta pomen nadzora. Zato, minister Jevšek, kako vi razmišljate o tem, da ne bo šlo vse po svoji poti? Poglejte, ta frustracija o TEŠ6, da spremlja vse skupaj tukaj in pa že kar od samega zaključka tega projekta in dejstvo, da se to ne sme nikoli več ponoviti. Kar se tiče nevladnih organizacij, jaz ne vidim čist nič narobe, če so nevladne organizacije pripravljene sodelovati pri spremljanju projekta, kajti projekti morajo biti transparentni in pa seveda tudi računi morajo biti na mizi, če se po domače izrazim. V naši državi imamo kar nekaj inštitucij, ki so zadolžene za spremljanje zakonitosti pri izvajanju tako velikih projektov, od Računskega sodišča, Urada za nadzor proračuna, protikorupcijske komisije in še bi lahko naštel, da končam pri policiji in tožilstvu. Tako da jaz mislim, da je transparentnost izvajanja projektov in pa to, da se investicije izvajajo v skladu z zakonodajo o javnem naročanju in da se predstavijo skozi posamezne faze
tudi težave, če do njih pride, pravi porok za to, da javnost na ta način lahko nadzira zakonitost izvajanja takih projektov. Še enkrat pa poudarjam, do kakršnih koli podobnih zadev, kot so se zgodile v teh 6, ne sme priti. No, nekakšen pomislek, ne? Tudi že povsem na ravni občine. Župan Dermol, vi ste ustanovili že nekaj časa nazaj tudi znotraj občine prav skupino, ne, za nadzor prestrukturiranja. Ja, zdaj najprej seveda niso edini projekti, ki so vezani na prestrukturiranje in ki jih v naši dolini izvajamo. Odkar sem župan Mestne občine Velenje do danes, smo realizirali za 110 milijonov evrov investicij in prav pri nobeni izmed teh investicij ni bilo nobenih težav. Če kaj, potem lahko tudi kot župan zagotavljam, da bomo seveda delali transparentno, odgovorno in če kaj, glede na to, da smo tudi ena izmed tistih občin, ki znamo koristiti, torej črpati nepovratna evropska sredstva, se še kako dobro zavedamo te odgovornosti, ki jo imamo, kajti inštitucije nadzora pri evropskih sredstvih so izjemno zahtevne. In jaz v tem obziru seveda niti ne mislim razpravljati, oziroma je po moje nepotrebna razprava o tem, ali bodo ti projekti, vsaj za Mestno občino Velenje lahko trdim, transparentno in odgovorno vodeni. Ti projekti bodo dobro vodeni. Kar se tiče pa nadzora, ravno zaradi, bom rekel, ne zaradi nadzora nad potekom samih investicij, ampak predvsem zaradi samega procesa prestrukturiranja se je meni že pred leti, oziroma v tem zadnjih 2 letih začela porajati misel in ideja, da naredimo odbor za spremljanje procesa prestrukturiranja, v katerega smo vključili vse svetniške skupine, v katerega so vključeni tudi, bom rekel, ta nevladni sektor, pa mladi, pa mogoče nekatere osebe, ki delajo v mednarodnem okolju ali pa so tudi državno zelo prepoznane, kot je dr. Matej Lahovnik, pa finančna uprava zraven. Skratka, imamo zelo širok spekter strokovnjakov. Jaz mislim, da seveda, če je kdo sposoben spremljati prestrukturiranje na takšnem obsegu, so to strokovnjaki, ki prihajajo iz različnega okolja in vsako mnenje, vsako stališče seveda z njihove perspektive je za nas izjemno pomembno, izjemno dobro in se jim tudi zahvaljujem, zato ker imamo res zelo dobra zasedanja, dobro izmenjujemo informacije, se izmenjujemo stališča in kar mi je tudi zelo pomembno, da sem tudi predstavnike sindikatov vključil, kajti prvi, ki morajo verjeti v to prestrukturiranje, v ta proces, so tisti, ki so danes odvisni od premogovniške dejavnosti. In to je ključno in zato imamo predstavnike zaposlenih in jaz se trudim na vsakem koraku, da jih vključujemo zraven, ravno zaradi tega, da imajo seveda tudi oni jasno sliko in da verjamejo v tisto, kar govorimo, da tudi odgovorno in korektno delamo. No, pa preden dam besedo gospodu Lamotu, samo še na kratko, kaj pa znotraj holdinga, Teša, je kaj poostreno, delate drugače, so zagotovila, da bo šlo vse, kot mora iti? Ja, absolutno. Mislim, postopki pri razvoju projektov so, bom rekel, v tolikšni meri nadgrajeni, da zagotavljajo 100% transparentnost. Poleg tega pa, kot je bilo omenjeno, nadzor nad porabo sredstev, sploh evropskih sredstev, je res na zelo visoki ravni in mislim, da si res ne smemo privoščiti kakršnega koli odstopanja od namena. Tisti, ki pa sredstva dodeljujejo, so pa tudi tisti, ki morajo nujno bdeti nad nami, vsemi, ki smo porabniki teh sredstev, da bodo ta sredstva ne samo pravilno namensko porabljena, ampak tudi količinsko pravilno porabljena. No, recimo, če na hitro povzamem. V osnutku zakona so navedeni 4 ukrepi razvojnega prestrukturiranja, in sicer program razvojnega prestrukturiranja na področju gospodarstva, energetike, okolja in socialne kohezivnosti, potem so tu še strateški projekti trajnostnega razvoja, tudi ohranitev delovanja recimo Muzeja premogovništva Slovenije ter razvoj kulturnega in kreativnega sektorja, pa odkup strateško razvojnih nepremičnin v lasti lokalnih skupnosti oziroma podjetij v dolini. Prej je rekel gospod Dermol, gospod Lamot, pomembno je, da vi verjamete v prestrukturiranje v dolini. Potem, kar ste videli recimo v tem zakonu in sicer zelo tesno ste vpeti vse pogovore, ali torej verjamete, da bo šlo vse tako, kot je treba? Ja, če ne verjamemo tisti, ki smo vpeti, potem bojo drugi
še manj. Dejstvo je pa, da v teh pogovorih sodelujemo od leta 2017, da nekako za nazaj ostaja priokus vseh teh izgubljenih priložnosti, ki jih je dejansko Slovenija imela na področju izjem pri termodiviziji, 4 omilitveni ukrepi, samo Slovenija ni nobenega izmed teh uveljavljala. Nekako smo bili na posameznih ministrstvih, predvsem na bivšem infrastrukturi, pa zdaj MOP-ju, ves čas postavljeni na stran kot termoenergetika, kot nek grdi raček slovenske energetike in pod pritiskom te letnice 33, tako da to nezaupanje do državnih institucij ostaja. Ko bo ta pa sprejeta zakona, pa tisti zadnji čistopisi, ko bojo, bomo pa lahko rekli, ali verjamemo ali ne. Postavlja se predvsem z vašega vidika torej vprašanje, kako je s prekvalifikacijo rudarjev in kar je recimo treba še povedati, mogoče se v Sloveniji premalo zavedamo, ampak premogovništvo je torej tudi panoga, kjer se pogosto pojavijo invalidi, ker je pač narava takega dela. V Velenju je bilo ustanovljeno takrat celo posebno hčerinsko podjetje, ki je zaposlovalo invalide iz premogovnika, mislim, da so zdaj številke okoli 400, da je teh nekdanjih rudarjev oziroma rudarjev, ki so bili tako poškodovani. Kako reševati prihodnost torej rudarjev in predvsem invalidov, ki so zaradi tega nastali? To vse drži, nekje 360 do 380 je trenutno invalidov in delovnih invalidov, posebno podjetje HTZ ustanovljeno s tem namenom, ravno zato smo pa mi tukaj ta zakon predlagali izjemo, 5 izjem, ki odstopajo od trenutno veljavne zakonodaje, in sicer za podjetja, ki bi zaposlovala morebitne naše presežne delavce, poseben poudarek na tistih podjetjih, ki bi prezaposlila morebitne presežne invalide in pa samo zaposlene. Zakaj govorim morebitne? Vkolikor bojo vsi ministrstva in tudi upravljavci SDH in uprave družb sledile temu načelnemu dogovoru, da sledimo zmanjševanju proizvodnje glede na naravni odliv naših zaposlenih, potem nekih problemov, prevelikih problemov do leta 33 ne vidimo. Koliko se pa ta časovnica skrajša, so pa problemi izjemno veliki. Prvi korak bo aprila, maja leta 27, ko poteče financiranje ogrevanja, interventni zakon. Takrat se bo pač malo pri tem videlo, ali bo država podaljšala ta zakon, ali bo kako drugače reševala proizvodnje, pridobivanje premoga. Koliko se pridobivanje premoga ustavi, je po zadnjih projekcijah nekje 673 zaposlenih, pa jaz se bojim, da mogoče še kak več, ki bojo potrebni, za katere bo potrebno najti druge rešitve, kot pa so tiste, ki so zapisane v zakonu o postopnem zapiranju. To pa je nekje predčasno upokojevanje, samozaposlitev in ti ostali ukrepi. Tako da bojazen je velika, mi si želimo, da v te zakone zapišemo neko varnostno padalo, koliko se karkoli nepredvidnega zgodi pred letom 33. Odločevalci so pa tisti, ki bo na zadnji odločili. Mi v lokalni skupnosti se zelo hitro dogovorimo, tudi poenotimo, čisto vsega, tudi mi vemo, da ne bomo dobili, ampak čisto kar je pa nekje nujno potrebno, bo pa moralo biti zapisano. Gospod minister, vi ste dejali, da ste zakon veliko, da je pravzaprav nastajal v dolini, ampak kakšne so recimo te možnosti, v bistvu so to tudi ranljive skupine? Ja, treba je v osnovi povedati, da na splošno področje zaposlovanja invalidov ureja zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, ki že velja. To je država z spodbudami v obliki oproščenih prispevkov, subvencij plač invalidov in nagrad za preseganje kvote zaposlenih invalidov delodajalce uspešno motivira za trajno zaposlovanje ljudi s trajnimi ali začasnimi omejitvami, kar se kaže v večjem številu zaposlenih invalidov in nižji brezposelnosti invalidov. Bodo pa lahko določeni ukrepi predmet programa na podlagi zakona, o katerem se pogovarjamo, in sicer v delu, ki se nanaša na področje socialne kohezivnosti in vključuje pod področje ukrepanja kot socialna vključenost, zaposlovanje, vseživljenjska karierna orientacija in usposabljanje, krepitev zdravja, zdravega načina življenja, rekreacije in športa ter dostopnost stanovanj in izboljšanje kakovosti življenja invalidov. Se pravi, poleg že temeljnega obstoječega zakona, lahko na podlagi zakona o prestrukturiranju s posebnimi programi še dodatno poskrbimo za invalide, ki so
postali invalidi zaradi dela v premogovniku. Ampak, če prav razumem, ne, to ni povsem zagotovljeno, ne, gospod Lamont? Ja, sej verjetno je minister Jevšek to dobil pač iz Ministrstva za delo, ker tudi mi smo dobili to obrazložitev, zakaj je pač že vse do neke mere urejeno. Je pa posebnost našega podjetja HTZ, da je to status invalidskega podjetja. Tukaj so olajšave popolnoma drugačne in ti ostali morebitni zaposlovalci invalidov teh pogojev ne bi izpolnili. Zato smo predlagali izjemo, da okoliko zaposlijo določeno število invalidov, za njih za čas zaposlitve dobijo to olajšavo po drugem zakonu. Samo ta izjema, ki pa ni možna v programu, sam program, ki ga je nižji zakonski akt, tega ne more urediti. Zato smo to predlagali. Zavedati se treba, da so to tudi ljudje, ki imajo zelo specifična znanja in pa zelo še preostale delovne zmožnosti so zelo omejene. Gospod Jevšek, torej vi boste to pregledali, teh 5 predlogov? Ministrstvo pristojno za zaposlovanje invalidov je del skupine pri nastajanju zakona in pri oblikovanju končne verzije zakona. Jaz sem prepričan, da bo tudi v tem delu prisluhnilo specifičnim potrebam regije. Gospod Rok Plankelj, gospodarstvo, kakšne so možnosti znotraj obstoječega gospodarstva oziroma v postopku prestrukturiranja, da se najde mesto torej za rudarje, ki bodo potrebovali prekvalifikacijo in torej tudi mogoče invalide, ki so... Ja, glede na deficit kadrov, pa bom spet rekel, ne samo v regiji, v celotni Sloveniji, dejansko pogrešamo kadre na vseh segmentih, ampak rad bi pa poudaril, da tu potrebujemo realen pristop, da ne moramo pričakovati, da bo vsi rudarji čez noč postali IT strokovnjaki. Zakon sicer predvideva programe prekvalifikacij, karierne orientacije, a gospodarstvo poudarja, da morajo biti programi vezani na dejanske potrebe samega trga. Vemo, da je povpraševanje po kadru v energetiki, v strojništvu, v gradbeništvu, v oskrbi in pa tudi sami logistiki. Jaz prepričam, da marsikdo od rudarja to znanje ima, bodo pa seveda na drugi strani številni izzivi, predvsem v plačilnih lestvicah, pa določenih nesoglasjih. Torej, predvsem tudi višina plačila. Preden gremo naprej na plavajočo sončno elektrarno, za katero verjamem, da bo tudi veliko povedati, mora biti samo še glede gospodarstva in tega zakona, denarja v tem zakonu prav zagotovljenega za gospodarstvo ni. Tekmovali boste z vsemi, ki se bodo prijavljali na projekte. Kako to gospodarstvo razume? Sam program razvojnega prestrukturiranja, kot ste že sama na začetku omenila, zajema gospodarstvo, energetiko, socialo in pa okolje in pač tu je ta pogača teh 200 milijonov evrov. Mi smo, oziroma razvojna agencija je naredila eno tako anketo med gospodarstveniki in je prišlo že za preko 500 milijonov samih projektov. Tako da, če mene vprašate, je seveda 200 milijonov bistveno premalo. Tako da gospodarstvo v tem obdobju, ko ga tudi zakon opredeljuje, pričakuje seveda večje finančne spodbude. Se pravi, za 500 milijonov evrov ima dolina že nekih odprtih možnosti, ki bi jih lahko izvedla, idej? Po zadnjih informacijah, ja. Gospodarstvo. Ja. Gospod Lamot? Jaz bi tukaj posebej poudaril ta naš skupino Premogovnik Velenje, verjetno Termoelektrarna Šoštanj isto, z interventnim zakonom so nekako omejeni oziroma ne moremo financirati kakršnikoli razvojnih programov. In morda je prilika, da se tem zakonu nastavi neka izjema, ker vemo, da vsi GTF in ostali razpisi dejansko onemogočajo prijavo podjetjem, ki imajo nečiste, v narekovajih, tehnologije in sofinanciranje kakršnega koli projekta, ki bi nastal pri nas, je praktično nemogoče. To pomeni postopno ugašanje ali pa prenos dejavnosti k drugim podjetjem, za kar pa kot sindikat nismo posebej navdušeni, ker vemo, na kak način se potem tudi pravice zaposlenih uveljavljajo nekje pri drugih delodajalcih ali pa primerljivo pri nas. Gospod minister, kako iz tega krča gospodarstvo je neko gonilo razvoja, tudi za prihodnost? Jaz imam osebno izkušnjo kot župan Murske Sobote, sem bil na nek način vpet v pomurski zakon, ki je lahko dobra podlaga tudi za zakon o prestrukturiranju šaleške regije in to v času, ko je v tovarni Mura
izgubilo delo 7500 delavk in delavcev, in ko je padla tudi Pomurka, govorimo skupaj o 9000 brezposelnih, in to je bila socialna bomba takrat za Pomurje. Pomurski zakon je imel, in to se dokazuje danes, za rezultati gospodarstva izjemno pozitivne učinke, z rastjo malih in srednjih podjetij, veliko med njimi tudi družinskimi podjetji, ki so danes v svetovnem merilu uspešna podjetja, se situacija v Pomurju izboljšuje. In smo se nekako v teh letih delovanja tega pomurskega zakona izvili iz tega socialno-gospodarskega krča. Bi pa rad povedal nekaj. Mi na Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj pripravljamo tudi nacionalno strategijo skladnega regionalnega razvoja. In vkolikor bodo regije, ki bodo pripravile svoje regionalne strategije, želele biti tudi uspešne na področju gospodarstva, bodo morale dejavnosti biti izjemno inovativne, da bodo lahko konkurenčne. Kot pravimo, produkti bodo morali štrleti iz povprečja, in znanje in pa inovativnost bo tisto, kar bo gospodarstvo tudi potegnilo v napredek. In jaz sem prepričan, glede na programe in tudi glede na podjetja, ki delujejo v Šaleški regiji, da ta možnost obstaja, ampak to je edina opcija, ne samo za Šaleško dolino, ampak za celotno Slovenijo in za vse regije znotraj Slovenije. Gospod Dermol, v Velenju že razmišljate drugače, torej boste lahko štrleli? Jaz bi povedal, kar se gospodarstva tiče, da gospodarstvo smo vse skozi vključevali zraven v razgovore, jih tudi pozivali k različnim predlogom, kakšne ukrepe umestiti v sam zakon, in kot je bilo rečeno, zakon po mojem osebnem prepričanju ima zelo dobre temelje za to, da lahko na njim gradimo prestrukturiranje. Mi imamo zdaj več virov. Eno je sklad za pravičen prehod, ki se že izvaja, kjer so tudi določena sredstva namenjena podpori gospodarstvu. Jaz bi raje še videl, da teh 40 milijonov, ali koliko je za plavajočo elektrarno, gre v podporo gospodarstvu, bi verjetno bil večji učinek kot bo zdaj, ampak situacija pri programiranju je žal bila drugačna, zato se mi zdi zelo pomembno. Teh 200 milijonov, če gledamo generalno, je verjetno res premalo. Ampak po drugi strani, seveda za 500 milijonov investicij, ki jih ima gospodarstvo, ni pričakovati, da bo 100% financiranje, ampak da veljavijo neki mehanizmi državnih pomoči in da gre do neke stopnje seveda sofinanciranja pričakovati, nad temi pa dejansko ne. Ampak še drugo, kar se mi zdi pa zelo pomembno, in tukaj pa moram reči, da osebno zelo stavim na ministra Jevška, ker vem, da ima izkušnje tudi iz tega področja in konec koncev pokriva to področje, približuje se naslednja finančna perspektiva. Jaz mislim, da mora država, pa tudi regije, da moramo narediti vse, da bo tudi v naslednji finančni perspektivi sklad za pravičen prehod na razpolago strani Evropske komisije in da bodo finančna sredstva v tem skladu seveda tudi ali pa prioritetno predvsem usmerjena v podporo gospodarstvu. In to so tista evropska sredstva, ki jih nekje lahko dobimo, moramo se pa vsi skupaj potruditi, da bomo do teh prišli, ker jaz verjamem, tudi državni proračun je omejen in je treba tudi iz te perspektive seveda razumeti, da pač vsega, kar si želimo narediti zdaj, ne moremo z državnega proračuna, zato moramo pa skupne napore narediti, da strani Evrope dobimo dovolj finančnih sredstev, zato da bomo čim več teh ukrepov in projektov lahko realizirali. No, rada bi se zdaj pa premaknila naprej proti plavajoči sončni elektrarni. Tudi gospod Dermol, vi ste jo zdaj le na koncu omenili. V tem zakonu o razvojnem prestrukturiranju je 11. člen, ki, bomo rekli, buri duhove v Šaleški dolini. Nekako veliko razprav je bilo tudi namenjenemu temu členu. Ta recimo predvideva preureditev energetske lokacije in torej 43 milijonov evrov neposredno holdingu Slovenske elektrarne. Zato mogoče najprej vprašanje za gospoda ministra, zakaj ta 11. člen, zakaj v bistvu gre državna pomoč, kot je napisano, mislim, da v pripombi ravno pri tem členu, neposredno holdingu Slovenskih elektrarn. Glejte, z postopnim opuščanjem izkopa premoga bo potrebno iskati obnovljive vire energije. To je jasno že od samega začetka. Kakšne obnovljive vire bomo imeli v Šaleški dolini ali pa, če hočete, v Sloveniji, je tudi vprašanje.
Mi smo bili, tako minister Bojan Kumer, minister Jože Novak in jaz, na nedavni skupni seji občinskih svetov občine Velenje in Šoštanj v Velenju. Prisotni so bili tudi predstavniki nevladnih organizacij in smo se o tem 11. členu pravzaprav največ pogovarjali. Jaz sem sam povedal na koncu razprave, da nikomur ne želimo vsiljevati obnovljive vire energije, če je to moteče za okolje. In jaz mislim, da je tudi z pripombami, ki so bile 28 pripomb, mislim, da je prišlo in predlogov na ta zakon, največ njih prav na ta 11. člen, tudi minister Kumer za svojo ekipo dal na mizo takšen predlog, ki bo na koncu sprejemljiv za vse. Moramo odkrito tudi v Sloveniji povedati nekaj. Obnovljivi viri energije so pravzaprav nujni in potrebni. Slovenska navada je pa taka, sem za obnovljive vire energije, vendar ne ob moji hiši. Sem za vetrne elektrarne, ampak ne na našem hribu. Sem za fotovoltaiko, ampak ne v moji bližini. Mi bomo pa zdaj ne ciljali na to, da mora biti fotovoltaika na omenjenem jezeru. Tam je veliko prostora, to je bilo povedano na tej razpravi, veliko prostora, degradiranih območij, veliko, kjer se da to namontirati, in sem prepričan, da bomo skupaj našli skupno točko in soglasje, da se to zmontira in da se tudi financira iz evropskih sredstev. Vendar na obnovljive vire energije bomo se morali navaditi Slovenci in jih sprejeti tudi v svoje okolje. In seveda, jaz moram povedati res še enkrat, da ekipa ministra Kumra je prisluhnila in da imamo sedaj na mizi različico, o kateri se bomo, preden bo šel zakon v vladno in parlamentarno proceduro, še pogovarjali. Tudi glede upravljanja te fotovoltaike je rešitev in lahko rečem, da je takšen način dela pri nastajanju zakona tudi edini možen način, da ne vsiljujemo ljudem nekaj, kar ljudje ne sprejmejo. No, ker zdaj pričakujem še mnenji obeh županov, ne? V Šaleški dolini malo sta se oba nasmehnila, ker, čeprav razumem, so v bistvu mnenja deljena. Pa mogoče najprej župan Velenja, Dermol, povejte, kako je okoli tega 11. člena oziroma pomoč holdingu. Stališče naše je bilo, da se mora 11. člen tega zakona črtati, kjer sta bila pereča dva vprašanja. Prvo vprašanje, da gre za neposredno financiranje holdinga Slovenskih elektrarn, ki je pravzaprav izločil svoj energetski podjetij, tako Tež kot premogovniki svoje skupine, in vemo, da vse, kar bi se ustvarjalo, bi se seveda ustvarjalo, torej govorimo o dobičkih in vseh teh podobnih zadevah bi se ustvarjalo v Ljubljani in ne bi bilo pa pozitivnega učinka v naši skupnosti. To so bili tisti ključni deležniki in mene predvsem žalosti, da se Družmirsko jezero pojavilo v tem zakonu, kajti še enkrat trdim, da je zakon dober, ampak smo pa s to dikcijo, s tem usiljenim 11. členom enostavno zelo načeli ugled tega zakona in predvsem umajali ali pa v našo skupnost dali veliko te negotovosti, kajti to so stvari, ki so za skupnost zelo pereče, ki razdvajajo skupnost. In jaz kot župan mestne občine Velenje se ne želim opredeljevati do občine Šoštanj, ali naj sprejme takšno elektrarno ali ne. Lahko spregovorim kot predsednik območne organizacije Socialnih demokratov, kar bom tudi verjetno nekega dne moral narediti. Kot župan mestne občine Velenje pa povem, da leta 2022, ko se je zakon spreminjal, ko smo, in to zahvaljujoč naši strokovni službi, zaznali, da so mimo nas, mimo našega vedenja umestili, da je možno postavitev sončne elektrarne na Škalsko, Velenjsko in Družmirsko jezero, sem takrat kot župan seveda temu oporekal in tudi dosegel to, da so te dikcije bile iz zakona izločene. Jaz se strinjam s tem, da imamo veliko površin, ki bi lahko bile temu namenjena, in če me vprašate danes, pa to me še, bom rekel, strokovnjaki, ne direktori, ne ministri do zdaj niso prepričali, ali je ta sončna elektrarna
potrebna za prestrukturiranje te regije, je moj odgovor danes še vedno ne. Zato, ker nimam dovolj argumentov in dokazov, da bo, bom rekel, naša skupnost, predvsem pa zaposleni, ki so odvisni danes od proizvodnje električne energije, imeli veliko od tega. In je predvsem ključno, da so to projekti v prestrukturiranju, od katerih seveda ima naša dolina, naši zaposleni čim več, in to so tisti projekti, ki jih moramo iz sklada za pravičen prehod in tudi iz tega zakona o prestrukturiranju regije podpreti. No, in da slišimo zdaj še gospoda Goličnika, ne, župana Šoštanja. Vi ste mi dejali, ne, in tudi nekako tako sprejeli sklepe, ne, da pa vam ta člen ne predstavlja težav. Predvsem me zanima mogoče v luči, ne, ker imate tudi znotraj občine razdeljeno mnenje, ne. Šaleško ekogibanje že ves čas opozarja, ne, na spornost te plavajoče sončne elektrarne. Kako boste to reševali oziroma kako gledate na to? Ja, zdaj 11. člen zakona govori o preureditvi energetske lokacije na obnovljive vire energije in kar je tudi nujen del slovenske energetske prihodnosti. In temu zakonu mi nismo v celoti nasprotovali, pravzaprav ga pozdravljamo, da se s tem členom tudi zagotavljajo namenska sredstva za prestrukturiranje energetske lokacije. Energetska lokacija v Šoštanju je izjemno pomembna. Pomembni so tudi vsi zaposleni v termoelektrarni Šoštanj. Za premogovnik Velenje imamo zakon o postopnem zapiranju, ki nekako zagotavlja oziroma bi mogel zagotavljati neko socialno-ekonomsko stabilnost zaposlenih v premogovniku. V termoelektrarni Šoštanj te garancije zaenkrat nimamo. Mi smo izpostavili tudi to, da je bila napaka, da je eksplicitno zapisana plavajoča sončna elektrarna, tudi zato, ker je okrog tega projekta še veliko nejasnosti. Opozorila civilne družbe in šaleškega ekogibanja jemljemo zelo resno, vendarle izražajo skrb za naše okolje, za prostor, v katerem živimo. Je pa dejstvo, da tukaj se ne moramo pogovarjati o neki logiki za ali pa proti, vendarle moramo izoblikovati neke pogoje, ki bodo hkrati omogočili energetski razvoj, varstvo narave in pa kakovost prebivalcev v tem okolju, kar je tudi bistvo pravičnega prehoda. Skratka, absolutno smo za to, da 11. člen ostaja oziroma da ostajajo namenska sredstva za preureditev energetske lokacije v občini Šoštanj. Kateri bojo pa tisti projekti, je še pa verjetno tudi premalo oziroma premalo nejasno, tako da ja, smo opozorili in se strinjamo s tem, da plavajoča elektrarna gre ven iz tega člena, zagotovo pa absolutno podpiramo, da ostajajo namenska sredstva, ki zagotavljajo preobrazbo energetske lokacije v občini Šoštanj na mestu, kjer je zdaj termoelektrarna Šoštanj. Torej, gospod minister, se bo iskala neka nova rešitev za ta člen? Ja, bomo toliko časa usklajevali, da se bomo uskladili. Jaz druge poti ne vidim. Ampak kot sem dejal, obnovljivi viri so naša obveznost za prihodnost in morali bomo najti skupne točke, da jih bomo umestili v prostor. Mi smo se danes tudi z ministrom Kumrom pogovarjali na vladi o potrebah po pravzaprav transportnih vodih za obnovljive vire energije. Namreč situacija je taka, da populariziramo fotovoltaiko in imamo probleme z transportnim omrežjem. Ja. In tudi za to namenjamo veliko sredstev. In to je en specifičen cilj pri spremembi tudi Evropske uredbe o izvajanju kohezijske politike 21-27, kjer se dajo posebna sredstva
namenjena prav za omrežje in pomenu obnovljivih virov energije. No, ampak o mrežju smo že govorili tudi Bi pa rad samo nekaj v bistvu povedal, ker se počasi čas izteka, da ne bom tega pozabil ali pa ne omenil. Na hitro, ker bi rada slišala še gospoda Tašlerja. Veliko govorimo o samem zakonu, ki je izjemno pomemben, ampak zakon ne bo začetek prestrukturiranja regije. Šaleška regija ima ta trenutek na voljo 173 milijonov evrov iz sklada za pravičen prehod in naj naštejem samo neke projekte. Stara elektrarna 28 milijonski projekt, poslovna cona PES je 2,1 milijona, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje za dostopno kakovostno učenje 6,2 milijona, preobrazba daljinskega ogrevanja, zadnjič smo podpisali pogodbo o Velenju 23,4 milijona, laboratorij Kemijskega inštituta 15,3 milijona evrov. Iz kohezije smo namenili za tretjo razvojno os Velenje Slovenjgradec 45 milijonov. Ta trenutek je v Šaleški dolini aktiviranih 100 milijonov sredstev, tako iz proračuna Republike Slovenije, kot iz Evropskega sklada za pravičen prehod. Vem, da boste želeli reagirati, župan Dermol, ampak jaz bi res rada slišala še gospoda Tašlerja, kar se tiče plavajoče sončne elektrarne. Marsikaj je bilo povedanega, zato mogoče, kako je z državnim prostorskim načrtom za plavajočo sončno elektrarno, kdaj je pričakovati začetek obravnave oziroma razprave? Ja, po dogovorih z občino Šoštanj in usklajevanji bi bila javna razgrnitev lahko 24. septembra. Tako da to je tudi datum, ki bo na razpolago tudi vsa do sedaj zbrana gradiva in bo možno tudi v pogledu so do sedaj pripravljeno dokumentacijo. Ali to v bistvu pomeni, da že imate soglasja oziroma kako daleč je presoja vplivov na okolje? Vsa potrebna soglasja mnenjodajalcev so seveda pridobljena, kajti to je tudi pogoj za javno razgrnitev. Govorimo tudi v okoljskem poročilu, ne presoje. Presoja sledi kasneje po samem sprejemu. Tako da, ja, vsa soglasja so pridobljena, tako da lahko gremo v javno razgrnitev. Tudi recimo naravovarstvenikov, ki so jih v šaleškem ekogibanju recimo posebej izpostavljali, da se ne bodo strinjali s takšno plavajočo sončno elektrarno? Vsi postopki za pridobivanje takšnih soglasij si sledijo po vnaprej predpisani zakonodajnih postopkih. Prva je razgrnitev in okoljsko poročilo. Potem nadaljujemo z sprejetjem, obravnavo in potem prihaja presoja, kjer se zadeve ponovno še enkrat obravnavajo. Ali bo tole okoljsko poročilo zdaj že dostopno javnosti? Torej? Ja, seveda. Takrat, ja. 24. septembra. Če recimo primerjamo to plavajočo sončno elektrarno, koliko elektrike bi lahko ta elektrarna prispevala v naš energetski kolač? Verjetno toliko kot TEŠ oziroma premog, ne? Daleč ne? Absolutno ne. Nekaj se moramo zavedati, večkrat poudarjeno. Takšnega giganta, kot so TEŠ in premogovnik Velenje, ne moreš nadomestiti čez noč. Plavajoča sončna elektrarna je za nas pomembna z tega vidika, da lahko nadaljujemo in da lahko tudi našim zaposlenim dajemo vsaj kanček tistega, kanček tiste nadaljevanje neke dejavnosti, ki iz te lokacije zagotavljamo. Večkrat omenjamo, ja, v redu, zagotovimo elektriko za 35,000 gospodinstva, nekje to je nek tak okvir, ki bi ga lahko ena takšna sončna elektrarna proizvajala, kar pa je seveda veliko manj v primerjavi z sedanjo termoelektrarno Šoštanj. Pomembno vprašanje, ker je že tudi župan Dermol prej omenjal tudi preostala jezera, pa tudi jezera drugod po Sloveniji. Ali razmišljate torej o postavljanju, da bi to bil en tak precedens, recimo za plavajoče sončne elektrarne še druge po Sloveniji? Ali v dolini? Ja, ne, v tem trenutku ne. Pač smo osredotočeni na ta projekt, vkolikor pa bi se izkazal interes, druge pa smo seveda pripravljeni se pogovarjati tudi na drugih lokacijah. Gospod Goličnik?
No, verjetno se ne bi razmišljalo o plavajoči sončni elektrarni ravno na lokaciji Družmirskega jezera oziroma Šaleški dolini, če ne bi to tudi omogočalo elektroenergetsko omrežje, ki je že postavljeno, oziroma energetska lokacija, ki je tukaj. Ampak jaz še vedno zavzemam svoje stališče, kar sem jasno povedal, da bo ta mogla biti izpolnjena jasno dva pogoja, se pravi, da ta projekt ne bo vplival slabo na okolje in pa da bojo prebivalke in prebivalci občine Šoštanj od tega imeli izrazite koristi. Če tega ne bo, potem tega projekta tudi ne bo, tudi če bo vsi postopki to omogočali. Ampak Je pa dejstvo, če lahko še se pogovarjamo, se sklajujemo, ampak prvi pogoj mora biti sprejetje državnega prostorskega načrta, kjer je tudi seveda študija vplivov na okolje in vse to zajeto. Bi pa v tem rekel, da prehod na obnovljive vire energije je dejstvo v Sloveniji in se tega moramo zavedati, a bo to s plavajočo sončno elektrarno ali bo z drugimi obnovljivimi viri, pa tudi tega se moramo zavedati, da človeštvo si je izumilo civilizacijo poganja elektrika, to nam je zagotovo jasno, sploh v teh časih, ko je že težava, če kje ni interneta ali karkoli. In da, kot je minister Jevšek prej omenil, da ja, v Sloveniji je tako, da vsi bi imeli, ampak ne na svojemu pragu. To drži, ampak kljub vsemu je pa res treba zelo dobro premisliti in pa seveda biti seznanjen z vsemi vplivi na okolje in pa seveda tudi prednosti in slabosti, ki jih kakršenkoli energetski projekt v lokalnem okolju pušča. Gospod Tašner, koliko in kakšna delovna mesta bi recimo Šaleški dolini lahko prinesel projekt plavajoče sončne elektrarne, da vidimo z vidika prestrukturiranja še ta vidik? Ja, samo prestrukturiranje, pa kako zagotavlja delovna mesta, je ena zelo posebna zgodba, kajti vedno se moram vrniti na tisto, kaj imamo sedaj. Se pravim, dokler Termoelektrarna Šoštanj in Premogovnik obratujeta, jaz praktično zaposlene, ki jih imam tam, potrebujem za zagotavljanje elektrike iz tega vira. Sporedno za razvojem novih projektov, kot je plavajoča sončna elektrarna in ostali projekti povezani s tem, od baterijskih sistemov do vodika, se razvijajo sporedno. V vsakem projektu računamo tako na zaposlene Teša, kot tudi potencialno iz Premogovnika Velenje. Težko je govoriti o točni številki, kajti ta prehod zaposlenega iz podjetja, ki je 100% angažiran, na novo delovno mesto mora biti postopen. In ko bomo vedeli gabarite teh projektov, kako velika bo končna postavitev sončne elektrarne, kaj bo z baterijami, kaj bo z vodikom in v končni fazi, če bomo lahko, ker si želimo sodelovati tudi pri preobrazbi daljinskega ogrevanja, bojo znane tudi seveda številke končnih zaposlitev na teh projektih. Čisto na kratko, kaj pa bo z vodikom? Vodik projekt teče, Severnodanska vodikova dolina teče, tako da nadaljuje skladno za časovnico. Gospod Lamot, tudi vi prosim na kratko, kako vi gledate na to plavajočo sončno elektrarno in ta denar, ki se zdaj po tem osnutku zakona v bistvu nekako neposredno namenja, tudi skozi prizmo zapiranja premogovnika, kjer pa zakona še nimamo. Tukaj se lahko strinjam, da denar je prav, da pride za neke razvojne projekte, ki bodo zagotavljali čim večje število primerljivih delovnih mest. Skozi neko daljšo časovno obdobje za sončno elektrarno imam seveda svoje mnenje in se kar pridružujem županu, ali pa je moje stališče še bolj odklonilno, glede na to, da bi še enkrat posebej rad poudaril, ti veliki projekti so verjetno posledica zavez, ki jih je država Slovenija sprejela skozi NEPN in jih zdaj nekako malo na silo vsiljuje tudi v določena lokalna okolja. Ta sončna elektrarna ima po mojem vedenju tudi sofinanciranje v modernizacijskem skladu v višini 30 milijonov evrov in dejansko bi država privatnemu podjetju HSE-ju omogočila izgradnjo nekega objekta, ki bo prinašal njim, samo izključno njim dobiček. Taka elektrarna mora imeti hranilnik. Hranilnika v tem trenutku v takih obsegih ne znamo narediti
In tukaj, za moje pojme, edini medsezonski hranilnik energije je ta naša deponija lignita in jo bo treba ohraniti čim dlje. Gospod Tašler, na kratko, mogoče 2 stavka na tole. Jaz sem svoje povedal, mi enostavno drugače, naša odgovornost je, da razvijamo nove projekte. Naša odgovornost energetiko, da najdemo nove rešitve. Naša odgovornost je, da to lokacijo izkoristimo predvsem z vidika povezljivosti, z vidika obstoječe infrastrukture in pa predvsem z vidika znanja, ki ga imamo na tej lokaciji. Tako da tukaj moramo pokazati, strinjam se, veliko stvari je treba še razčistiti, tako da v prihodnje verjamem, ko bo vidna širša slika, da bo tudi razumevanje širše javnosti drugačno. Torej, veliko vprašanje še ostalo, že od štarta je bilo jasno, da ne bomo mogli obdelati vsega, tudi zakon o zapiranju premogovnika se še približuje, ampak velika odgovornost je na vas, ne delate prihodnost ne le doline Slovenije. Gostom hvala za pojasnila, za ton je poskrbel tonski mojster Damjan Rostan, moje ime je Metka Pirc. Nasvidenje.